Na naše ekrane pa se v polni meri vrača tudi predsednik SDS-a Janez Janša, ki je bil ta teden potrjen kot novi predsednik slovenske vlade. Poglejmo si posnetek tega slavnostnega trenutka. Za je glasovalo 52 poslancev, proti glasovalo 31 poslancev. Mater, koliko čestitk. Kaj da ne gre za izide glasovanja, ampak da ima Janša rojsten dan. V tem primeru bi bil tale video veliko bolj zabaven za gledati. Vse najboljše pa želimo Janezu Janši. Vse najboljše. To najboljše. To najboljše. Vse najboljše. Novopečeni premier si je čestitke seveda več kot zaslužil, saj je na tajnem glasovanju prejel 52 glasov za, 31 glasov proti, ena glasovnica pa je bila neveljavna. Ta je najbrž pripadala vodji SMC Zdravku Počivalšku, ki je na glasovnici Janši namesto krogca namenil kar srčka. No, a 14. slovenska vlada bo tako že tretja pod vodstvom Janeza Janše, ki ima pri vodenju vlade zanimivo statistiko. Prvič mu je uspelo zdržati vsa 4 leta. Drugič je klonil že po dobrem letu dni. Tretjič pa bo delal zgolj polovico mandata. Pismo vlade Janeza Janše so kot filmi Hitri in drzni. Prvega komot gledaš do konca. Pri naslednjih pa greš predčasno ven s kina. Mi samo upamo, da jih ne bo na koncu 9, ker pa so samo še prestari pa predrzni. Mogoče se pa motim in bo nova koalicija presenetila s svežimi idejami. Glede tega je optimističen tudi koordinator Levice Luka Mesec, ki je pred državnim zborom povedal, kako bodo stvari potekale po novem. Če jim ni všeč mnenje novinarke, jo bodo zmerjali s prestitutko ali piškotkarko. Če jim ni pogodo sodba sodstva, ga bodo oklicali za krivosodje. Če jim ni všeč medijsko poročanje, bodo ustanovili lastne medije. Če jim ni pogodo resnica, bodo brez zadržkov širili laž. Poleg naštetega so v stranki SDS dodali še, da če jim ne bo všeč hrana v menzi, si bo naročil pico. Pa če jim ne bo všeč nov CD od Modrijanov, bojo preprosto posneli svojega. Luka Mesec pa bo kljub temu, da ne sodeluje v koaliciji, izgleda postal njen tiskovni predstavnik, saj je poleg načinov delovanja pojasnil še, v kakšnih oblekah lahko Janeza Janšo pričakujemo v tem mandatu. Danes v ovčji preobleki, za jutri pa bomo videli. Prvi člen koalicijske pogodbe pravi, da bo premier Janša odslej nastopal samo še v kostumih. Tokrat kot ovca, naslednjič pa naj bi se po neuradnih informacijah pojavil preoblečen ninja želvo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polagaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.